pobegniti stran. Naš oči ne prizna za nobeno ceno, da je kriv. Pa čeprav je postal ves pikast, pa čeprav je zdravnik potrdil, da gre za tropsko bolezen, ki se prenaša samo s poljubljanjem, pa čeprav je zdaj še naša mami vsa pikasta. Vse brez veze. Bolj me skrbi za Janeza. Špela je prišla domov, kao da je čista. Kao. Se mi zdi, da se je kar malo prehitro vrnila. Ti je lahko priješ ven? Ne na dvorišče, pet tudi zad, ki je parkplac. Ja, imaš robo? Aida pa je imela ponesrečeno praznovanje rojstnega dne. Sošolcev ni bilo. Tako je torta ostala skoraj nedotaknjena. Aida je žalostna, tudi jaz sem žalostna. Naša mami pa je besna. In to tako, da je po mojem konc z družino Bogataj. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100
Ločila se bova dokončno. Pa pika. Stanovanje bova prodala. Denar bova razdelila. Otroci se bojo sami odločili, pri komu bojo živeli. Jaz bom šla zaenkrat k mami v Bohinj. Ampak... Da se stvari uredijo. Konc besedi. Evo ga. Želim ti, da bi spoznala svojega očeta, njegovo deželo in da bi bila srečna kot vsi otroci. Lepo, poročite. Evo še eno. Evo, to je tudi lepo. Za tvoj rojstni dan ti želim, da bi končno spoznala svojega očeta in da boš imela v šoli spet lepe ocene. Kdo je to pisal? To sem začutil že zjutraj, živjo. Kako ste kaj? A me kdo je klical? Mi je pustil kakšno sporočilo, je kakšna pošta zame? A, živim, mogoče. Ampak, imam pa eno veselo novico. Ampak povem jo, če mi boste obljubila, da boste nehala s tem mogoče. Mogoče? Prav. Aida, poklicala sem tvojega očija in mu povedala, kako si ga želiš videti, pa spoznati, pa to, pa ono. In je rekel, da pride. Pride? Ja! A veš, sicer sem mu morala plačati avionsko karto, ampak bomo že zmogala, ne? Kaj je, ljubica? A si res to zrihtala? Ja! Ne, nekaj, čakaj. Aida, nekaj ti moram povedati, veš. Mogoče, mislim, to je zelo važno, da boš vedela. Mogoče tvoj oči ni ravno bogat, oziroma je tvoj oči precej reven, ne? Tako da noš pričakovala kakšnega princa iz san. A se vseeno? Vseeno. Se mene tudi zanima, kakšen je, veš? Ja, nisem mislil, da bom še kdaj tako srečen. In da bom srečo našel tako blizu. Kar v domači hiši, Rozi. Joj, kako se že veselim najine poroke. Poroke? Ja, ker nista poročena. Sva, Rozi. Samo zdaj se bova še enkrat poročila. No, to bo bolj simbolična poroka, ne? Seveda. Zato, ker sva spet tako zaljubljena, kot na začetku, veš? Jaz sem že vse splanirala. Celo na frizuro nisem pozabila. Manica mi bo naredila nekaj čist posebnega. Je obljubila, da bom zelo lepa za svojega moška. A ne, jaki faki. Jaz vaju bom kar pustila. Oh, ti indijanci. Joj. Kaj tazga, si pa še v najlepših sanjah nisem predstavljala. Drugorojeni otroci v družini so izredno občutljivi. Težko prenašajo vsako prikrivanje, zanikanje, ovinkarjenje in hinavščino, zato bodo storili vse, da bi se ti odnosi popravili. Če tega ne bodo mogli doseči, bodo zaradi poraženosti s svojim uporništvom in nepravilnim vedenjem spodbudili tisto, kar je najbolj boleče. Bežali bodo od doma in s tem hoteli povedati, da je v njihovi družini nevzdržno. Ej, Janez, jaz bi mogla bežati, ne ti, ej! Prvi otrok bo imel do očeta prav poseben odnos. Boril se bo z njim ali pa proti njemu.
Halo, Rozi? Ja, Maja tukaj. A je bil mogoče Janez kaj pri vas? Ne, jaz jo nisem videla skupaj. Špele še sploh nisem videla, odkar je prišla domov. Kako? A Janeza tudi ni? Je bil pa je šel? No, prid sem. Jo. Maja je telefonirala, je rekla, da Janeza pa Špele ni pri njih. Kako da ne? Je pa se je obljubil, da bo pazil na njo. Je pa on je mož beseda, pa jaz mu verjamem. On se nam že ne bi zlagal. Ne vem, ampak se bo Maja vsak čas prišla, pa nam bo ona povedala, kako kaj. Ja, se je že tle. Naprej. Prid, Maja, prid. O, Majči. No, torej, Maja, kje sta naša zaljubljenca? Ja, Janez je bil malo prej doma, ampak je kar sklizno, no. Nekaj je vzel s predala, pa črta. Sploh ga nisem mogla preklicati. Pa zdel se mi je nekam zelo čudno, kot da... Čakaj, kot da kaj? Govor. Kot da bi bil zadet. Jezus. Pa ne mogoče, no, pa Janez pa že ne, no. Ne zdi se mi nemogoče. Čim prej jo moramo najti. Pa bomo pa sami videli, kaj je res, pa kaj ni res. No, gremo. Pojmo. Ja. Mojca, poslušaj, veš kaj, da bi Janez kaj taka probal. Pa to je same znanstvena fantastika. Je nemogoče. Težko verjamem. On je zgubil vse, kar je imel. Ve, da je loser in ni ga sram, ker hoče pobegati stran. Bojim se, da se je naš Janez zgubil na svoji poti. No, na skupni poti s svojo ljubeznijo Špelo. Aida, ne gled, ko bliz televizije, si bo še oči pokvarila. Ne bom. Pripričana je, da bo spoznala svojega očija. Zato to kot bliz gleda. Meni se zdijo pa vsi enaki. Nič niso enaki. Vsak je drugačen. Kar prid k meni gledat, pa boš videl. Naprej. Ti, Aida. Jaz sem Bubi na mudi. O, Slovenke. Prelepe zlehtne rožice. Nije take mladenke, kot je vaše kri, dekle. Anja, nič jesti. Za mojo deklico pa tele morske školjke. Ko se bo sporočila, jih bo morala nositi okrog vratu. So zelo dragocena dedna družinska lastnina. Moja mama jih je nosila. Tudi pred njo jih je nosila njena mama. S temi školjki bi lahko kupili veliko vaših krav. Kako lepo. Tebi pa tele rogovi. V Namibiji hereri nagrmadimo rogovi v čast mrtvcev. Tudi ko je moj oče umrl, sem mu prinesel tele rogovi. No, a boste kaj rekla? Hvala. Da vidiš pa take lepe školjkice. Gotovo so njemu zelo dragocene in pomembne. Če so njemu, so tudi meni. Ja, seveda.
Zdaj pa morajo otroci spati in dolg večer je za nami, ne? Treba spati? Pa moj oči spal? Spal. Ja, oči bomo poslali tukaj, jaz bom pa spala z otroci. Se bom malo stisnila. Tako noč. Televizor lahko obdržiš, da naš kaj zamudil. Hladilnik je pa moj. Stali bojo šli z mano. Miza je pa tako prevelika. Lahko jo tudi obdržiš ali pa zakuraš. Meni je vseeno. Dej, ne že na vse zgodi težit, no. Se bova že zmenila, kako bova razdelila. Priprav mi zajtrk. Kako lahko misliš na hrano, ko gre vse narobe? Kako? Lačen sem. Zdaj šele vidim, kaj sem ti pomenila vsa ta leta. Meni se srce trga, ti spalačen. Prav? Sama si do vsega tega pripeljala. Če že hočeš, da razmišljam, kaj bo od koga, sem se jaz odločil za tole stanovanje, sam si ga prigaral in ne dam ga. A ja? A jaz sem se pa pored praskala, kaj? Tudi jaz sem garala, pa še kako sem garala. Sploh se pa ne mislim s tabo več kregati. Odvetnika bom poklicala, pol bomo pa videli, kaj bo od koga. Tole tudi moje, pa tole je tudi moje. Na! Pa tole je tudi moje. Menyambo kazanta. Menyambo kazanta. Bua ulo buka meze. Bua ulo kamezi. Menyambo kazanta. Menyambo kazanta. Bua ulo buka meze. Bula ulo kamezi. Menyambo kazanta. Menyambo kazanta. Bua ulo buka meze. Bula ulo kamezi. Boga, Anja, še zmeraj sama z dvema otrokama. Bi lahko bila ena od mojih žena. Bi jo lahko peljal čez lužico. Še zmeraj tako seksi. Menyambo kazanta. Menyambo kazanta. Bua ulo buka meze. Menyambo kazanta. Bua ulo buka meze. Kam nas je tole pripeljal? In za vse je kriv sam ta preklet denar. Manica mi je vse povedala, kaj si govoril tisti Nancy. Da sem staromodna, da sem dobra sam za pospravljati, da se ne znam oblačiti. Bog ve, kaj vse si še govoril. In jaz, koza, ji nisem verjela. Mislim. Živja. Ja, kaj vama pa je? A se vama je čisto zmešala ali kaj? Ja, Maja, tako je zdaj to pri nas. Ne ti pa kar on razloži, kaj sva se dogovorila. Nač ne bom govoril. Nekam pa greš? Nikamor ne boš šel. Tokrat se pa ne boš zmuznil. Kar lepo ji razlož. Kako pa kaj? Ločila se bova. Odvetnika bova poklicala in vsega bo konc. Vidva pa se bosta sama odločila, s kom bosta živela. Zadovoljna? No, fajn.
Najbolj, da data kar vse na pol. Pa še mene pa Janez, ampak bo ta mogla zelo pohititi, veš. Ker Janez ne vem, koliko dolgo bo še živ. Kako to misliš? Mami, Janez je v drogo padel. Ah, dej, pa ne Janez, no, lepo te prosim. Pa dej, verjemi že enkrat, no. Maja. Ja, Špelo sta nekje. Korenovi jo iščejo, jaz jim grem pa zdaj pomagat. Vidva se pa kar v miru ločita. Sprti in zaljubljeni. A se spomniš, kako sva se srečala na FDV-ju? Ja, spomniš. Dobro. Moje prijateljice so čist padle dol, ker sem jim povedala, da si mi všeč. Se veš, zaradi tega, ker so se tako širile tiste šale. Se veš. A šale? Ne razumem. A spomniš všeč, ne? Anja lepa, lepe lase, lepe zube, lepe krogle, lepa cela. Kje sem bil pa jaz takrat? Teta Tonči te je čuvala. Jaz sem pa študirala raziskovalno novinarstvo. Čakaj mala, si študirala ali si bila zaljubljena? Oboje. On me je čisto zmešal. Zmešal, zamešal. Ja, daj, sem pa pol jaz prišla na svet. Ja, naprej. Servus, nazdal. Kaj pa ti tukaj? Posej! Vedno te imamo dosti, smo ti vsi to povedali. Pa pomembne obiske imamo. Zaradi tega klinca si mene postavlja ven na cesto. Ej ti, to pa ni noben klinc. In moj oči. Mlada dama, umaknil sem iz poti. Zdaj pa hočem videti, kakšne dokumente, kako ste prišli v državo. Rado, on ne razume dober slovensk. Zate pa predvidevam, da si prišel po svoj kufer. Pober ga pa 5 ven, sem ti že rekla, marš. Marš, sem ti rekla. Tako hitro, da ženske pozabljate, a? Ne grem, dokler mi tale ne pokaže dokumentov. Kako si ti prišel v državo, razumeš, kako si prišel iz Nubija, direktno Slovenija, nota, razumeš, nota, dokumente mi pokaži, dokumenti. Dokumente Nubija, Slovenija. A noce mi bili z mene, a ne, noce? Kaj nič na redu, Rado, nič ni na redu. Roka tako. Roka tako. Pa daj nekaj, Rado, no. Še veseli boste, da sem vas rešil tega ilegalca. Sem ti že prej rekel, da to ni ilegalno, da je moj oči! Go, go. Go. Se ni nič... Pa kaj se smeješ ti takole slovenski policiji? Veš, da se ne smeš režati? Go. Servus, nazdar. Close the door. En moj prijatelj je rekel, da je pod dežju blato. No, da vidimo, ali se je zmotil ali ne. Tele črepinje bo pa težko nazaj zalepati. Zgleda, da mi ne bo uspel. Sploh pa zakaj se trudim. Ampak tale vaza mi je toliko pomenila. Zdaj je pa ni več. Ja, takoj bom. Kar je ranjeno, ne bo nikoli več zaceljeno. Dobar dan. Kuku, smo že tu. Ja, kje pa je gazda?
pojdite naprej. Gospodar? Gospodar malo razmišlja. A ne ve, cej. Ne. Tamle v dnevni sobi sedi. O, živijo, Joža. Malce se vas Štefka. Ti Štefka. Veš, midva sva čist na nov tako zelo zaljubljena. Lepo. Jaz komaj dojemam, da je res. Toliko hormonov sreče, pa še dolgo nisem izločila. Ampak saj stari tu. O, Madonna, kar sem matičega. Ja, kaj sem pa zdaj naredil? Ne se sekirati, Jaka. Ja. Da je bilo že prej vse razbito. Ja. Se ne da več zakrpati. Joža, veš kaj, boš pa Štefki eno novo vazo kupil, a? Si kar nekam žalostna, ko se je razbila. Ja, Jože, ja. Jaka, pošten sem žalostna. A veš, takih vas se ne dobi več. Sam ne vem, če se Jože tega zaveda. No, Pa predober, Štefi, še predober. Seveda. In vse bom naredil, da bom spet nazaj zakrpal. Se tudi poznal ne bo, da je bila kdaj razbita. Ko ste pa videli tako nekam pesniško razpoložena, a? Pesniško? Pa kako si mogla dovoliti, da ga je kar odpeljal? Se ni naš naredil. Poslušaj, Aida, mogoče pa res nima dokumentov, mogoče je pa res ilegalc, kaj pa jaz vem. A mislite, da so ga res pretihotapali? Se brez pasoša ni mogel iti na avion. Jaz sem mu kupila karto za avion, kako pa je gor prišel, pa ne vem. Včasih ni imel problemov s temi dokumenti. Kaj pa zdaj dela, pa ne vem. Siguren je dober človek. Jaz to čutim. Aida, prid sem. Kakršen kol človek že je. On je tvoj oče. Ja, in jaz ga imam še vedno rada, pa tudi, če je čist reven. A boš kaj naredila, da ga bodo spustili? Bom poskusila. A obljubiš? Mogoče. Midva sva se odločila, da se še enkrat poročiva. Kako še enkrat? Ja, niste že. Ja, svano, ampak tako zahecno, simbolično. Spet nam je lepo, rada se mava, pa še do enih novih spoznanj sva prišla. In zato, ker sta vidva edina, ki jo poznava, ki ima ta en tak trden, lep, miren zakon, sva se odločila, da bi bila vidva najini priči. Pa pravita na to, a? Ja? Joža. To je pa res lepo slišati, da se imajo kje spet radi. A ne, Štefi? Ja, sprejmeva povabilo. Hvala, da bosta prišla. Hvala. Jaka, zdaj greva pa urejati še druge stvari, ne? Se vidva vesta, kako je, če se imajo ljudje radi, a? Ja. Grem z vama. Adijo, srečno, pa oprostite za tole, no? Že v redu. Že v redu. Pa. Nasvidenje. Sem ti pa znaš blefirat, lažnivc. Oprosti, jaz ne grem nikamor. No, tole se pa res ne bo več dal skupaj spraviti. Mislim, če pa nimate cajta, lahko pa tudi pridete malo kasneje, ne? Ne, se ni take sile. Bom jaz gospoda Korena kar tukaj počakal, da mi svetkam ne pobegne. Je pa naškam fotrkam pobegnil, pa to se vam pa ni treba bati, res. Ja, pa nisem čist prepričan, da se ne bi kazal ravno tot naokoli. Razen če je... Se je likar pršel. Čau, mama. Čau. Zdravo, mali. Enko službe te čakaš. Živjo. Umenite se. Si pa dobre volje. Kaj ne bi bil, ko mi gremo vse kot po maslov? Ja, kaj pa ti? Kaj pa te prinesem?
O, kar brez skrbi. Pred mojo družino pa jaz nimam nobenih skrivnosti več. Pa bi vseeno rad, da se pogovoriva na 4 oči. Ja, prav? Govor. Stari, sedeš ga, stanje je kritično. Dobro veš, da ne zdajle po časopisih obravnavajo zaradi tiste zadeve, ko si se odločil, da boš dal... Dober. Veš kaj, vse vem, ampak meni vse skup mal dol visi. Ne se zognem igrat. Razumeš, dobro veš, da bodo tebe odstavili, pa še mene zraven, če bo treba. Veš kaj, jaz sem se odločil in tega ne bom spremenil. Dokler ne spravim svoje družine na zeleno vejo, me tam ne boste več videli. Me pa odstavite. Briga me. Tako. Za božjo voljo. To je vse. Daj premisli. Dobro veš, da to niso otroške igrice. Je že v redu. Gre za velike denarje. Daj razmisel, ampak hvala, ker si morda bodo... Nasvidenje. Ti že veš, srečno, vse v redu. Lahko vstopim? Saj si že. Kje pa Janez? Sem ti povedala, da bluzi. Nimam pojma, kje je. Že včeraj in danes sem ga cel dan iskala, tako da ne vem, kje je. Kako včeraj? A ni doma spal? Ne, ni. Pa mi nisi nič povedala. O ja, sem. Ampak ne samo enkrat. Velikrat sem ti povedala. Ampak sem imela z mami pomembnejše debate. Zdaj me pa pusti, pišemo jutri. Dve možnosti vidim. Od tebe je odvisen, kako se boš odločila. Veliko bolj enostavno pa boš živela, če ostanete skupaj. To ne piše v kartah. To ti povem iz lastnih izkušenj. Misliš? Prepričana sem. Prav. Pa na Janeza mal popas, da ne bo prepozno. Hvala, Anja. Kdo pa je? Jaz se prav. Prav, te prosim. Dobar dan. Dobar dan. Gospa Jazbec? Ne. Aha. Dobar dan. Dobar dan, želim. Izvolite. Prišel sem se vam javno opravičiti, ker je naš uslužbenec Rado storil nepopravljivo napako. In bi vas prosil, da v bistvu ne naredite iz tega nekega mednarodnega škandala, ker to ne bi koristilo nikomor, ne? Dobar dan. Še enkrat se vam upravičujem. Vas plemeniti princ pa prepuščam vaši družini. Hvala. Oči! Mreda moj. Penjava ne moča, da ga ne vem, tem gni ja. Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, kar naprej. Živijo, Rozin. O, mači. Aj, kaj novega? Ne, z policije niso nas sporočili, ampak se oba dva vesta, da je zvečer slavje, pa boste ja prišla pravočasno. Mene malo skrbi, veš. Jo že kar nekaj časa ni. Jaz bi jo šla iskat, ampak jutri pišemo neko glupo kontrolno in še čist nič ne vem, tako da se grem zdaj malo učiti, pol jo grem pa spet iskat. Poslušaj, a si vprašala kakšnega prijatelja od Janeza, mogoče on kaj ve? Sem, že včeraj sem. Ampak Janez itak nima veliko prijateljev. Ja, jaz se kar bojim. Kaj pa, če prideta na poroko tako v tistem čudnem stanju? Upajva, da ne, ne? Če jaz grem,
Greš. Veš, naš oči je bil danes čisti sebe. Me je čist dekoncentriral, ko sem se učila. Tako da sem mogla priti malo k tebi, da se malo pocrtlam. Se ne zameriš, a ne? Ma veš, da ne, Majči, veš, da ne. Nič, šibam jaz proti učenju. Adijo. Pričakaj. Bom. Ja, Maja me je prišla nekaj vprašati. Veš kaj, Rozi, sem te jaz tudi rad nekaj vprašal. Ja? Sam ne vem, kako naj to povem. Veš kaj, spet sem v dilemi. Ja? Veš, tokrat gre pa hudičev zares. Ali obdržim službo, ali pa družino. Enkrat si mi že dobro svetovala. Kaj praviš zdaj? Povejte, Jaka, povejte. Tokrat gre zelo na nož. In tudi nobene izbire ni. Ali služba, ali pa jaz. Kakšen kompromis ne pride v poštev? Ne, ne pride. Eno ali drugo. Joj. Težko bi vam svetovala. Če bi jaz bila, jaz sploh ne bi razmišljala, ampak vi imate tako službo, jaz vem, da vam je veliko do tega, pa da imate poseben položaj v njej, ampak ne vem, težko vam svetujem. Sam lahko vam pa povem, če bi jaz morala odločati, bi se 3-krat odločila za družino. Prav imaš, Rozi. Tako tudi bo. Saj veš, še nekaj je, zaradi česar se bojim. Ampak ti bom razložil. Se ti spomniš, kako je pri nas vsak dan nekaj zmanjkalo? O, ja, vem. In sem jaz hotel tega tatu ujeti tako, da sva z Rado tam tako naštimala tisto skrito kamero. Ja? Ja. Veš, da sem skoraj pozabil na no. Danes sem pa vso pregledal. In? A imaš čas? Ja, imam. No, pa je pa skupaj še enkrat pogledava. Ja, a ti doma v Afriki res ne dajo nič za jesti? Suša, sonce, ni velika hrana. Dino, mami, postačija, če je. Res ne razumem, zakaj so se prej policaji toliko zafrkavali, pa upravičevali, pa ves čas govorili o enem princu. Anja, a mi daš denar za avion? A se ti z mano zafrkavaš, ali kaj? Mislim, vse sem ti kupila povratno karto, a bi rad še več denarja. Pa dejno, mami, zakaj si tako hudobna z očijom, no? Pa ne je! Dobro. Zdaj se ne jedel, zdaj pa gre nazaj v Mama Afrika. A mi pospremetiš na dvoriščeš? Jaz bom kar tu ostala. Pa zakaj? Se zela kar tako posloviva. Dejno, mami. Daj, no. Pridi, no, moja lepa Slovenka, no. Žlehtna ružica. Pridi, no. No, pa greme. Kaj te boli? Poslušaj me zdaj. A veš, kaj se ti meni želi? Baby. Prvič v življenju sem tako nezaljubljen. Prvič v življenju mi skoraj ratar z bebom. In kdo se pojav, da vse zajebe? Udar me, Goran, polaži, tepi me. Daj, udar me. Mogoče pa tale dva moja otroka le nista taka svetnika. In je bila Tina žrtev? Ne vem. A veš, moja intuicija mi govori čist nekaj drugega, kakor tukaj kaže. Sam Tina je res malo posebna punca, ampak veliko je prestala, veš, mi je prepodvala o tem. Sam, da bila pa Gorazd pa Špela tako groba do nje, to pa tudi ne verjamem. Ampak kaj naj storim, Rozi?
Mogoče se bom še kdaj tepel po glav, ko bom spoznal, da moji najbližji le niso takšni angelčki, veš. Ne vem. Res ne vem. Sedaj pa ati gre. Boš vesela? A res moraš iti? Ja, ati mora iti, ne. Tvoj ati je zelo reven, ne. Če ostane tu, te bo vse pojedel, ne. Bo spohušala, ne. Pa ne, to pa ne. Vsem bo meni čisto vseeno, tudi če bo malo shujšala. Ne. Sam bodi po meni. Ati mora iti, ne. A veš, če ostane tlele, pa bo še sram, ker imaš takega revnega očeta. Ne, to pa ne. Čisto vseeno mi je, če si reven. Au! Ja, nekaj, pa še sosedi nas bo skregal, prosim, no. Au! Ja, koga pa je to zdaj hudič? Kakšno je pa to pitje? Vidite, Draga moja malu deklica, ker nisem ob tebi, ti dajem vsaj nekaj. Tvoj očka, ki te bo imel zelo rad, pridi na obisk.
sedaj je dovolj denar, da vrneš mama za avionsko karta in lepo živiš. Tvoj očka. Hvala Bogu. Poljuba, pogleda, kako trpi, kako v kosteh bolečina ji boči. Odloč se, da gre na drugo stran, da gre za njo v raj. Odloč se, da gre na drugo stran, ne bo ga več nazaj, ne bo ju več nazaj. Greš stran na druga vek, z njeno roko preko vek, z njeno roko Sreča tokrat ni vseh zapustila. Me prav zanima, kaj bo kupček za ta spremen pri Jazbečevih. Pri nas je vse postavil na glavo. Pri Korenovih so pa prepričan, da bo Špela in Janez, da bosta prišla in da bosta ugledna gosta. Bomo videli. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo